Pozdravljeni, moje ime je Erika Marin in delam kot babica v naši mariborski porodnišnici. Moje predavanje danes bo potekalo tako, da vam bom uvodoma spredavala porodne dobe, in sicer prvo porodno dobo, drugo porodno dobo, tretjo in četrto porodno dobo. Med vsako porodno dobo vam bom prikazala tudi tehniko dihanja, katere bomo tudi pokazali in pa skupaj ponovili, sodelovanje partnerja v posamezni porodni dobi in pa seveda vlogo nas, babic, pri samem porodu. Torej, kaj sestavlja porod? Porod sestavlja seveda prva porodna doba in to je doba odpiranja materničnega ustja. Ko se ta doba konča, se začne druga porodna doba, to pa je doba spuščanja otrokove glavice po porodnem kanalu in se druga porodna doba zaključi z rojstvom novorojenčka. Sledi tretja porodna doba, to je posteljična doba, v tej dobi se odlušči posteljica in se seveda kasneje tudi porodi. Sledi četrta porodna doba, to je poporodno obdobje, pri nas v mariborski porodnišnici ostanejo porodnice skupaj z novorojenčkem še 3 ure v porodni sobi. Ta čas pa namenimo intenzivnem nadzoru novorojenčka, tega opazujemo na barvo dihanje in pa seveda tudi otročnico, kar se tiče merjenja vitalnih funkcij, izguba krvavitve in pa krčenje maternice. To četrto porodno dobo ne bomo podrobneje več obravnavali. Pa gremo na prvo porodno dobo, to je odpiranje materničnega ustja. Ta porodna doba vam predstavlja vedno veliko težav, ker se le težko odločite, kdaj zapustite dom in pridete k nam v porodnišnico. V prvi porodni dobi je eno pripravljalno obdobje, temu rečemo latentna faza prve porodne dobe. Takrat se seveda zori maternični vrat, mehča maternično ustje in šele nato ta doba preide v aktivno fazo. Če ponovimo še enkrat, latentna ali pripravljalna faza dela to, da mehča ta maternični vrat, ga krajša in nato šele začne odpirati to maternično ustje. V tej pripravljalni, latentni fazi so običajno popadki neredni. To pomeni, da prihajajo na 15 minut, 20 minut, morda na 10 minut in po jakosti popadka tudi niso močni. Se pravi, težko vam bi dala, okviren podatek, kako dolgo pa traja ta pripravljalna oziroma latentna faza, kajti pri vsaki nosečnici je ta faza različno dolga. Vsem skupaj pa je, da maternica otrdi, postane na otip trda in seveda to povzroči eno bolečino, ki zopet pri vsaki nosečnici izžareva drugače. Nekateri tožijo za bolečine v spodnjem delu trebuha, nekatere v križu, druge opisujejo bolečino in v spodnjem delu trebuha in v križu. Skratka, še enkrat, maternica otrdi in povzroči eno bolečino, to je v začetku v tej pripravljalni latentni fazi. Svetujem vam, da ko začutite te prve spremembe oziroma začetne popadke, da jih ne imenujete popadke, ampak si rečete, nekaj me ščipa. In vas naj ščipa tako dolgo, dokler vi ne presodite, da pa gre za bolečino. In ko bodo ti popadki redni 1 uro na 5 minut, je čas, da se odpravite k nam v porodnišnico. Svetujem vam, da ostanete čim bolj dolgo v domačem okolju, kajti to okolje je zagotovo za vas bolj sproščujoče in se maternično ustje lepše pripravlja in seveda mehča. Glejte, ostanete lahko zelo dolgo doma, oziroma dokler vi ne presodite, da je za vas to bolečina in 1 uro traja redno na 5 minut. Vendar morate ob tem zagotovo upoštevati sledeče. Gibi morajo biti normalni.
Zdaj pa, kaj so to normalni plodovi gibi? To so gibi, ki jih vsaka nosečnica pozna ritem gibanja svojega otroka in takšen ritem mora obdržati tudi v času teh začetnih popadkov, v tej pripravljalni oziroma latentni fazi. Če ne čutite gibov oziroma so ti slabše čutni, potem pridite k nam v porodnišnico. V porodnišnico morate priti tudi takoj, če vam odteče plodovnica. In še tretje, v porodnišnico morate takoj, če vidite, da bi začeli krvaveti, torej kot pri menstruaciji. Ne rabi vas zmotiti sluz, ki je nekoliko obarvana rdeča, to je krvavkasta sluz, to se običajno izloči iz tega vrata maternice, ko se ta začne odpirati. V tej pripravljalni fazi ne rabite uporabljati tehnike dihanja, ki se bomo jih seveda sedaj v drugi fazi, aktivni fazi naučili. Lahko se pripravite nekajkrat mogoče, da to dihanje tudi ponovite, pa vendarle ne rabite uporabljati za vsak tak popadek intenzivno dihanje. Spremljevalec je seveda zdaj čas, da se začneta pogovarjati, recimo, ne vem, o varstvu prvega otroka in si pripravite vse potrebno za odhod v porodnišnico. Drugih aktivnosti v tej pripravljalni fazi ni potrebno izvajati. V primeru, da ste pri nas v porodni sobi, v tej pripravljalni latentni fazi, je seveda naloga babice, da poskrbi za vaš celoten psihofizičen komfort. V tej pripravljalni latentni fazi seveda babica kontrolira bitje plodovega srčka preko aparata kardiotokograma in seveda vas tudi pogleda, kako vaš porod napreduje, kako se vaše maternično ustje odpira, babica preveri preko preiskave, ki se reče vaginalna preiskava. Časovno, kako pogosto jo izvede v tej pripravljalni latentni fazi, se babica odloči sama glede na jakost popadkov. Babica bo zagotovo nosečnico v tej pripravljalni latentni fazi veliko spodbujala, predvsem čez dan, da se giba, da se čim bolj zaposli, po noči pa jo bo spodbujala k počitkom, kajti to pomeni ohranjanje energije in da se kasneje pripravi na aktivno fazo. Sedaj začnemo z aktivno fazo. V latentni fazi govorimo vse do 2 centimetrov odprtja materničnega ustja. Ko je maternično ustje odprto več kot 2 centimetra, se pravi 3, 4 in tako naprej, govorimo o aktivni fazi. V aktivni fazi so popadki zagotovo redni 1 uro na 5 minut ali pa še mogoče več in to maternično ustje se začne odpirati. Seveda naloga babice je enaka kot v latentni fazi, se pravi, da poskrbi za celoten psihofizični komfort, zdaj že porodnice v porodni sobi, to se pravi, da bo poskrbela za to, da boste imeli na voljo vedno požirek hladne vode, da bova skupaj predihala en popadek, da boste imeli menjano posteljno perilo, da boste imeli vedno sveže predloge, da vas bom spodbujala v tej prvi porodni dobi, da redno praznite vaš sečni mehur, se pravi, da greste urinirat, kajti poln sečni mehur lahko tudi zadržuje spuščanje glavice, torej upočasni potek poroda. Poskrbela bom seveda tudi za to, da bom spodbujala partnerja k sodelovanju. V tej aktivni fazi je moja naloga, da kontinuirano spremljam bitje plodovega srčka preko aparata kardiotokograma in seveda
ta zapis tudi interpretiram. Vkolikor opazim kakršnokoli nepravilnost v zapisu, to seveda poročam tudi zdravniku porodničarju. Ta se naprej odloči za posege, ki jih opravlja. Torej, babica v tej aktivni fazi mora izvesti notranjo porodniško preiskavo, ki ji rečemo vaginalna preiskava, znotraj ure do ure pa pol. V tem času se mora maternično ustje odpreti vsaj za 1 centimeter. Vkolikor se to ne zgodi, potem seveda rečem, da vaš porod ne napreduje, to zopet povem porodničarju, zdravniku, ga obvestim, in ta se odloči bodisi, da predre te jajčne ovoje, to na nek naraven način pospeši to prvoporodno dobo, ali pa se odloči za jačanje porodnih popadkov z umetnim hormonom oksitocinom. V prvi porodni dobi je zelo pomembno, da uporabljate pravilno tehniko dihanja. Tehniko dihanja, ki vam bom pokazala, je v bistvu zelo enostavna, pa vendarle vam koristi pri samem poteku poroda. Če uporabljate pravilno tehniko dihanja, bo seveda vnos kisika takšen, kot ga potrebuje telo za delo. Če boste dihali pregloboko, boste vnesli preveč kisika, to pomeni eno hiperoksigenacijo, to pa za vas pomeni, da vas bodo začeli vleči krči po rokah, lahko tudi po nogah in bo za vas seveda to zelo neprijetno. Maternica je mišica in ob zadostnem vnosu kisika se ta lepo pokrči, vi se lahko po popadku tudi sprostite. Tako da dihanje je zelo pomembno, hkrati je ena preukupacija, da vi ne mislite na prihajajočo bolečino, ampak na popadek, ki ga boste seveda morale predihati. Sedaj vam bom pokazala to tehniko dihanja za prvo porodno dobo. Gre vedno za en pripravljalen vdih-izdih. Vdihnete skozi nos in izdihnete skozi usta. In to ponavljate. Svetujem vam, da dihate čim bolj dolgo, čim bolj počasi, kajti to dihanje vas hkrati ob popadku tudi sprošča. Šele ko vas bolečina prisili, da to dihanje pospešite, potem ga pospešite, če vam seveda to ustreza. Se pravi, krajši vdih, konec popadka, vdih in izdih in počakate na naslednji popadek. Sedaj vam bom v celoti pokazala eno dihanje, tako da boste seveda lahko ob gledanju še malce vi podihali zraven. Se pravi, pripravljalni vdih, izdih. Popadka je konec. Počakate, da popadek izzveni in šele potem menjajte položaj. V primeru, da v prvi porodni dobi vam ustreza gibanje, čutite, da popadek prihaja, se ustavite, poiščite prostor ali pa predmet, kjer boste se naslonili lahko nekoliko nižje, torej da daste otroka vstran od hrbtenice, da ne pritiska na živce ob hrbtenici, vi se boste tudi lažje sproščali in popadek predihate tako. Pripravljalni vdih, izdih in popadek predihate.
Svetujem vam, da med predihavanjem popadka ne stojite mirno, vendar se narahlo pozibavajte. Ko je popadka konec, globok vdih, izdih. Počakajte, da bolečina izzveni in šele nato spremenite položaj. Sedaj bom spregovorila nekaj besed o položajih. In sicer povedati vam moram, da ni položaja, ki vam bi lahko svetovala, da je za vas najbolj ugoden. Položaj morate poiskati same. Ne iščite položaja, v kateri ne bi bilo bolečine, pač pa si poiščite položaj, v katerem boste najlažje prenesle bolečino in predihale popadek. Položaji so levi bok, desni bok, kleče, čepe, mogoče hoja. In če pride popadek v času, ko vi hodite, potem se ustavite, se naslonite na nekaj nižjega in popadek predihajte. Ta položaj vam pokažem kasneje. Tekom poroda je seveda v aktivni fazi zelo pomembno, da ste čim bolj sproščene. Vem, da je zelo lahko reči, da se morate sprostiti, ampak ko človeka boli, to seveda težje izvedemo, pa vendarle prav miselno se prisilite k temu, da ste čim bolje sproščene, k temu naj vas pa spodbuja tudi spremljevalec. Spremljevalec naj vam ponudi tudi večkrat požirek hladne vode, kajti v latentni fazi lahko pijete vodo po požirkih, vkolikor vam to ustreza. Če vam je slabo in bruhate tekom poroda, potem pa po vsakem popadku usta navlažite, vodo zgrgrajte in jo izpljunete v posodico, ki jo imate pripravljeno na nočni omarici, imenuje se ledvička. Kajti dihanje, intenzivno dihanje zelo izsuši ustno sluznico in potem je seveda to zelo težko za naslednji popadek in naslednji popadek. Spremljevalci, prilagodite tudi svetlobo v sobi, kjer bivata. Če pridemo, opravimo nek poseg, pustimo velike luči, ko sobo zapustimo, seveda pogasnite luči, kajti ena taka prilagojena svetloba se seveda lažje sproščate, kot pa pri teh velikih, močnih neonskih luči. Spremljevalci, v primeru, da bo vaši gospe ustrezala masaža, jo lahko tudi masirate po križu. Pri nas v porodni sobi imamo pripravljeno v vsaki porodni sobi stekleničko, imenuje se ruski lek, to je tekočina, s katero lahko masirate. Seveda pa si lahko tudi sami seboj prinesete masažno olje ali karkoli, če imate to seveda že pripravljeno za sam potek poroda. Nekaterim ustreza in jih relaksira tudi poslušanje glasbe. Torej, če veste, da vas to relaksira ob neki bolečini, prinesite si seboj in lahko tudi poslušate glasbo. Babica pa vas bo seveda ob tem spodbujala. Prva porodna doba gre torej za odpiranje materničnega ustja po centimetrih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. To je popolno odprto maternično ustje in se nekako zaključi ta prva porodna doba. Svetujem vam, da se ne motivirate na centimetre, ampak se motivirate na začetek te aktivne faze, začetek vašega poroda. To pomeni, da ko pridete v porodno sobo in vam rečemo, ne vem, vaše maternično ustje je odprto za 3 centimetre, super, pa sva na začetku te prve porodne dobe.
In ko bo vaše maternično ustje odprto nekje 6-7 centimetrov, si rečete super, pa sva na polovici poroda. In ko je odprto 10 centimetrov, si lahko seveda rečete, da ste že skoraj ali pa proti koncu vašega poroda, kajti manjka še druga porodna doba, ki pa je bistveno krajša od te prve porodne dobe. Poglejte, pa to so položaji, ki lahko predihate v prvi porodni dobi popadek. Se pravi, da se naslonite na nekam nižje, da daste otroka stran od hrbtenice in popadek lepo predihajte, očke zaprete, da se lahko čim bolje sprostite. Torej, popadke lajšamo tako farmakološko kot nefarmakološko. Za nefarmakološko lajšanje te porodne bolečine lahko uporabljate tudi pripomočke, katere imamo tudi mi v porodnišnici, to so žoge, valji, pa vendar morate vi z temi znanji uporabe teh pripomočkov priti k nam v porodno sobo, seveda mi pa vam bomo te pripomočke tudi nudili in vam rečem, da je kar eno lepo nefarmakološko lajšanje, če znate te pripomočke tudi uporabiti, pa ena preokupacija, kar se tiče bolečine. Tudi to so položaji, v katerem je možno predihati popadek in to so položaji že morda bolj za drugo porodno dobo. Tako, naše maternično ustje se je popolnoma odprlo, to je 10 centimetrov, glavica preide ustje in se začne spuščati po porodnem kanalu navzdol. Druga porodna doba je seveda krajša kot prva porodna doba, ker gre samo za spuščanje glavice, seveda je odvisna od velikosti ploda in pa od jakosti popadkov. Naloga spremljevalca je enaka kot v prvi porodni dobi, torej porodnico ob popadkih spodbuja, skupaj z njo podiha, ji ponudi za popit požirek hladne vode, jo masira, ji pomaga pri spremembi položajev in pa v drugi porodni dobi seveda tudi pomaga, da porodnica ubere položaj za pritiskanje. V drugi porodni dobi je tudi delo babice enako kot v prvi porodni dobi, dihanje pa je nekoliko drugače. In sicer v drugi porodni dobi gre še vedno za pripravo na dihanje z vdihom in izdihom in nato dihate skozi usta. Vdihnete in skozi usta izdihnete, torej to gre za eno plitko podihavanje, vdih, izdih in ko se je popadek končan, se globoko oddahnete in seveda počakate na naslednji popadek. Enako kot v prvi porodni dobi, tudi tukaj babica kontinuirano spremlja bitje plodovega srčka preko kardiotokograma in pa seveda nadzira spuščanje vodilnega plodovega dela oziroma glavice po porodnem kanalu navzdol. V drugi porodni dobi so običajno pregledi nekoliko pogostejši kot v prvi porodni dobi. V prvi porodni dobi smo rekli znotraj ure do ure pa pol, medtem ko v drugi porodni dobi odvisno od poteka poroda in odvisno seveda od jakosti popadkov se babica odloči za pregled znotraj 15-20 do pol ure in vam seveda poroča ob vsakem popadku, kako se je glavica spustila po porodnem kanalu navzdol, da ste seveda z situacijo seznanjeni. Ob dihanju in v tej drugi porodni dobi je pomembno tudi pritiskanje. To pritiskanje vam pa nekako povzroča težave, prvič iz razloga, ker ste že utrujene in vam zmanjka energije za to pritiskanje, zato vam bom ta položaj pritiskanja še
enkrat pokazala, zdaj vam pa povem, da pritiskate običajno tako, da se primete pod koleni, glavo naslonite na prsa, pripravljalni vdih, izdih. Zajamete polna pljuča zraka, zaprete usta, zaprete nos, oči, smo rekli glavo na prsa in z vso močjo pritisnete navzdol. To storite vsaj 3-krat v enem popadku. In ko seveda babica presodi, da je glavica vidna v tolikšni meri, da lahko otroka porodimo, vas pripravimo za porod. Običajno rodite z visoko vzdignjenim vzglavjem oziroma nekako polsedeč položaj. Primete se pod koleni in seveda pritisnete navzdol. Otroka običajno porodimo na posteljo, ga obrišemo, počakamo, da zajoka in ga dobite na prsa. S tem, ko porodite, se zaključi ta druga porodna doba in se začne tretja porodna doba. Seveda, glede na vaše želje, jih tekom samega poroda upoštevamo 100%, če nam to potek poroda dovoli. Recimo, da se dogovoriva in mi rečete, ne vem, jaz bi želela, da mi otroka porodite na prsa, vam otroka porodimo takšnega, kot se pač porodi, umazanega, krvavega, mokrega, na trebušček in ga dobite na prsa. Po večini pa tako, kot sem dejala, otroka porodimo na posteljo, ga obrišemo, počakamo, da zadiha, kajti znotraj prve minute otrok mora zadihati in potem še nageca seveda dobite na prsa. Počaka babica, da popkovnica neha utripati in ko ta popkovnica neha utripati, jo seveda prekinemo. Če želite posvečeno uro, torej lahko imate otroka tudi 1 uro na prsih, odvisno po dogovoru ali pa z porodnim načrtom, če ga boste prinesli s seboj. Te informacije pridobimo in potem seveda upoštevamo te vaše želje še enkrat, če potek poroda to dovoljuje. Da ne pride do kakšnih zapletov, potem so pa seveda situacije drugačne in prilagajamo to tudi sam potek poroda. Nato otroka uredimo, skrajšamo popkovnico, otroka stehtamo, izmerimo dolžino in lahko dobite seveda otroka bodisi nazaj na prsa, bodisi otroka oblečemo in gremo k prvemu podoju. V tem času seveda poteka tretja porodna doba, to je posteljnična doba. V tem času se posteljica odlušči od maternice, pade v notranjost maternice in se potem tudi sama iztrebi. Torej se porodi. Vloga babice je, da to posteljico pogleda, da ne manjka kakšen delček. Če ugotovi kakšno nepravilnost, seveda to poroča porodničarju, ta se zopet odloča za intervencije naprej. Če je posteljica brez posebnosti, se seveda tu tretja porodna doba tudi zaključi in se začne četrta porodna doba. V tej posteljični dobi je možnost izgube krvi, zato babica kontrolira tudi krčenje maternice, velikost maternice in oceni izgubo krvi. Če je to vse seveda v mejah normale, zdravnik zašije morebitno epiziotomijo ali raztrganino in potem seveda gre za prvi podoj. Tako pa sedaj nadaljujemo z nekaterimi dejstvi, ki
katere boste seveda pridom uporabile proti koncu nosečnosti in pa seveda med samim porodom. In sicer še enkrat ponovimo, da vam bo to ostalo bolj v spominu, in sicer kdaj v porodnišnico. Smo rekli, da ste lahko čim bolj dolgo doma, da ko vas začnejo prvi popadki, da jih rečete, da vas nekaj ščipa, te preidejo v bolečino, in ko je ta bolečina redna 1 uro na 5 minut, je čas, da se odpravite v porodnišnico. To velja za nosečnice, ki rodite prvič. Za nosečnice, ki rodijo drugič ali tretjič ali več, se zelo dobro same odločijo, kdaj pridejo v porodnišnico, kajti seznanile so se že z bolečino oziroma s popadkom in ga presodijo in točno vejo, kdaj so tisti pravi porodni popadki, da pridejo v porodnišnico. Seveda drugi vzrok, da pridete k nam v porodnišnico, je tudi odtekanje plodove vode, to je plodovnica, v kateri seveda otrok 9 mesecev plava, to je voda okrog otroka, to je plodovnica, in če ta odteče, potem morate seveda takoj v porodnišnico. V porodnišnico k nam morate tudi takoj, v primeru, da ne naštejete 10 gibov. Še enkrat, vi točno poznate cikel gibanja vašega otroka, in če se vam pa zgodi, da je danes ta cikel drugačen, da se ne giba, da ne naštejete 10 gibov, se seveda takoj oglasite pri nas v porodnišnici. V porodnišnici se oglasite takoj, če opazite krvavitev. Torej, da je to krvavitev kot pri menstruaciji, takoj se oglasite k nam v porodnišnico. Poslušajte, večkrat se zgodi, da nas pokličete, vprašate za neke informacije, pa ne vem, ali odteka plodovnica ali ne. Glejte, nič ne boste dobili po telefonu nekih odgovorov, vedno vam bomo svetovali, pridite k nam, se pokažete in seveda na ta način vam bomo le lahko dali neke informacije, ki bodo sigurne. Torej, na dan porodnega termina se ne rabite oglasiti v porodnišnici, ampak pokličete in dobite termin, kdaj se pa zglasite pri nas. In pa seveda drugo, če bo karkoli, kar se vam zdi, da je drugače in da vas skrbi, se tudi oglasite pri nas v porodnišnici. Kaj prinesete s seboj v porodnišnico? V porodnišnico morate prinesti vedno s seboj zdravstveno izkaznico, napotnico, ki je zdaj največkrat že e-napotnica, vse original izvide, torej materinsko knjižico in krvne izvide, ki vam jih da vaš ginekolog, in pa seveda torbico za osebno higieno. Vse ostalo dobite pri nas, tako da se ne rabite truditi in s seboj prinašati nekih stvari. Na porod se seveda morate pripraviti in to je zelo pomembno, da veliko mislite na to, da se boste aktivno pripravili na porod, da boste motivirani in prišli z nekimi željami in znanji. Torej, vadba. V nosečnosti pridobivajte na energiji, ne vem, preko sprehodov, preko različnih joge, vadbe za nosečnice, za telovadbo in podobno. Pripravite se tudi tako, da pravilno uporabljate tehnike dihanja, ki so lahko takšne, kot sem jih pokazala tekom predavanja, ali pa pridete z svojo tehniko dihanja, ki jih je seveda več vrst, samo da uporabljate eno od teh tehnik dihanja, kajti rekli smo, da vam bo pomagalo pri samem poteku poroda. Porodni načrt so vaše želje, ki jih prinesete s seboj, ko pridete v porodnišnico, bodisi napisane na papirju, ali pa jih izrazite, poveste babici, midva si želiva, ne vem, da partner prereže popkovnico, želim si, da bi uporabljala žoge, ne vem, ker sem obiskovala neke tečaje joge ali ne vem pač kaj.
svetujem vam, da obiščete tudi porodnišnico, v kateri želite roditi, kajti s tem se seznanite z osebjem, seznanite se z prostorom in vam je nekoliko bolj domače, ko pridete s popadki v porodnišnico. Postavljajte vprašanja, tudi to je zelo pomembno, kajti če boste seznanjeni z situacijo, boste dosti bolj sproščeni in lažje boste prenašali te popadke in potek poroda. Dobro, prenatalno varstvo, to seveda gre za vašega ginekologa, ki vas spremlja skozi vso nosečnost, te informacije zbira v materinski knjižici in te podatke seveda dobimo tudi mi, to knjižico prinesete seboj v porodnišnico ali pa vas seveda napoti prej k nam v porodnišnico, če ugotovi kakšne nepravilnosti. To je sprejem v našo porodnišnico, to je naša porodna soba, to so ti pripomočki za nefarmakološko lajšanje porodne bolečine, kot je žoga, val, blazina, možnost poslušanja glasbe in podobno. Kardiotokogram, to je aparat, s katerim vam kontinuirano poslušamo plodove srčne utripe v prvi porodni dobi in drugi porodni dobi. To je aparat, ki nam seveda utrip srčka otroka predvaja tako, da ga akustično tudi slišimo in grafično nam nariše v obliki zapisa. Ta kardiotokogram sta dve pelotke, ki sta pritrjene na trebušček. Ena je pritrjena na vrh maternice, kajti tu se maternica krči, ima največjo moč krčenja, tako da zazna krč maternice oziroma popadek. In spodnja pelotka se namesti na mesto, kjer ima otrok hrbet, torej srčka, in nam predvaja bitje plodovega srčka in tako lahko zagotovimo, da otrok oziroma porod poteka čisto brez posebnosti. Torej, znanilci poroda so običajno začetni popadki ob odtekanju plodovnice ali pa z krvavitvijo. Običajno so to eni prvi znanilci poroda, torej popadki, odtekanje plodovnice in pa krvavkasti sedek oziroma krvavitev. V porodnišnico smo rekli, da morate takoj, ko teče plodovnica, da morate takoj, ko ugotovite, da je prisotna kri, torej da je krvavitev kot pri menstruaciji, in da morate v porodnišnico takoj, ko ne naštejete 10 gibov. Če gre za začetek popadkov, torej lahko ostanete v domačem okolju tako dolgo, dokler vi ne presodite, da je čas in se oglasite pri nas v porodnišnici. Pomen štetja gibov, torej gibe štejete od trenutka, ko vam vaš ginekolog da list in navodila za štetje gibov in se seveda upoštevate ta navodila in če ne naštejete 10 gibov, se oglasite pri nas. Za sprejem potrebujete, smo rekli, zdravstveno izkaznico, materinsko knjižico in pribor za osebno higieno. Kdo bo vse pri vašem porodu, se seveda odločite same, in sicer nekdo, ki vam bo pomagal in vas spodbujal pri predihavanju popadkov in pri samem poteku poroda. Najpogosteje so to spremljevalci, sicer pa je to seveda vsekakor vaša odločitev. Dolžina poroda je odvisna, smo rekli, prvič od jakosti popadkov, drugič od vašega sodelovanja pri samem poteku poroda, torej pri odpiranju materničnega ustja, in pa seveda tudi od velikosti ploda. Razpok oziroma amniotomija je predrtje jajčnih ovojev, in sicer ti jajčni ovoji se predrejo v prvi porodni dobi.
Če v tej prvi porodni dobi ne počijo ti jajčni ovoji sami, jih običajno predre zdravnik, da ta plodovnica odteče. Na to je tudi kot en naravni stimulans jačanja porodnih popadkov. Torej, dokumentacija je potrebna in obvezna pri sprejemu v porodnišnico. V primeru, da te dokumentacije nimate z seboj, da nimate s seboj izvidov krvne grupe oziroma krvnih preiskav, bo porodničar zagotovo odredil ponoven odvzem krvi za te preiskave. Torej, spremljevalca pri porodu, najpogosteje smo rekli, da je to partner, svetujemo, da ostane v aktivni fazi poroda, da tako seveda čim bolj pomaga in spodbuja porodnico pri samem poteku poroda. Lajšanje porodne bolečine. Pri lajšanju porodne bolečine smo rekli, imamo farmakološki način lajšanja in nefarmakološki način lajšanja. Pri nefarmakološkem smo rekli, da je zelo pomembna pravilna uporaba tehnike dihanja, menjava položajev, torej da poiščete položaj, v katerem nekako najlažje predihate popadek in da je ta bolečina nekako najmanjša. In pa uporaba različnih pripomočkov, kot so žoge, valji, lestev, ne vem, pač katere od teh pripomočkov boste znali uporabljati. Potem pa imamo farmakološko lajšanje, to je možnost epiduralne analgezije, in sicer zaenkrat, glejte, je samo možnost v dopoldanskem času. Potem pa lajšamo to porodno bolečino z predpisanimi zdravili, ki jih predpiše porodničar, z analgetiki v kombinaciji z opiati. Seveda za način lajšanja analgetičnega se odloči zdravnik, predpiše, babica vam seveda to zdravilo aplicira. Pa morda še otroški jok. Otrok, mi želimo, da otrok zajoče znotraj prve minute. Ne vzpodbujamo ga znotraj prve minute, torej počakamo, obrišemo obraz, počakamo, da se izcedi sluz, plodovnica in potem, da otrok zadiha na čista pljuča. Sledi ocena po Apgarju, in sicer po prvi minuti, po 5 minuti in pa po 10 minuti. Babica ocenjuje 5 kriterijev, vsak kriterij po 2 točki in običajno so ocene 9, 10, 8, 9. To so zelo lepi, zdravi novorojenčki. V primeru, da pa pričakujemo s porodničarjem nižjo oceno po Apgarju, pa k porodu že obveščamo oziroma pokličemo tudi otroškega zdravnika, pediatra z ekipo. No, tu imamo še ta sluza ščep, ko smo rekli, da to vas pa ne rabi prestrašiti. Ta sluza ščep se nahaja v tem vratu maternice in je v nosečnosti kot zaščita. In ko se ta vrat začne razpirati, se ta sluz izloči in je morda tudi nekoliko obarvana rdeče, torej krvavkasta sluz. To je pa normalno v tej latentni ali pa v začetku prve porodne dobe, tako da to vas ne rabi prestrašiti. Pa poglejmo še popadke oziroma to stimulacijo popadkov. Zdravnik, smo rekli, predre te jajčne ovoje, odteče plodovnica, torej voda, v katerem plava otrok. Volumen v maternici se zmanjša in ker je maternica mišica, se ta lažje krči, torej gre za eno pojačanje popadkov. Hkrati se pa izločajo še hormoni, ki vplivajo na to, da se maternica močneje pokrči in je to odtekanje plodovnice ali amniotomija en naravni stimulans jačanja popadkov. Tako, pa smo pri koncu. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, da ste poslušali to predavanje in da smo skupaj preživeli ta čas. Hvala.